Eno od tega, ali nameravate nam in javnosti pokazati pravni akt, ki govori o tako imenovani delni anulaciji, oziroma delni razveljavitvi omenjene programske zasnove, iz katere jasno izhaja, da so zemljišča iz ureditvenega območja za OPPN cesta v Rogozo tudi po letu 1998 vse do danes postala stavbna zemljišča. Vprašanje je napisano, bom rekel, kolega Železnik pravi nesmiselno, nepoznavalsko predvsem, ali pa bom rekel tudi, da bom grčko doželjen. Na to vprašanje se ne da odgovoriti tako, ker je nesmiselno. Kaj je odgovor na to? Kje to piše? To piše v aktu iz leta 2004. Kje pa piše pred tem? Piše v aktu iz leta 1993. In to, kar je bilo leta 1993 za ta del sprejeto, da je to stavbno zemljišče, ni bilo do danes nikoli nikjer razveljavljeno. In ne morem pokazati dokumenta o nečem, česar ni. Lahko pa pokažem dokument o tem, kar je. In to je leto 1993, ko je bilo sprejeto stavbno zemljišče, leto 2004, ko je bilo to povzeto še enkrat v prvem našem občinskem aktu. To pa lahko pokažem. In to je. In to je cela zgodba okoli tega. Drugo, seveda vsi ti umestni akti, o katerih je govor, leto 1998 in tako naprej, so na voljo, ampak ti akti samo povzemajo to, kar je bilo v letu 1993 narejeno in sprejeto in zapisano, in ničesar drugega. Drugo vprašanje. Ali boste izpeljali postopek za izdajo odredbe o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje, za zbiranje podpisov, ki določa 35-dnevni rok in tako naprej. To je ta dokument. Včeraj je bil izdan, poslan, vsem, ki mora biti poslano od upravne enote do pobudnika pobude za prvo podpisanega, za pobudo o zbiranju podpisov in tako naprej. Torej, odgovor je ja. Stali smo to in tako kot vse naredimo pravočasno, smo tudi to naredili pravočasno. Rok za zbiranje podpisa od volivcev za podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma iz 1. člena je od 31.3., se pravi, to je zdaj, do 4.5. 35 dni, tako kot veleva zakon. Krajše ne more biti, ne sme biti, ker zakon pravi, da je najmanj 35 dni. Tudi če bi šli in tudi če bi bil razpisan referendum, in tudi če bi referendum bil to vrstno uspešen, kar pomeni, da bi ustavil izvajanje OPPN-ja. To še vedno ostaja stavbno zemljišče. To je še vedno stavbno zemljišče, če tudi bi se to zgodilo. Ker OPPN, to, kar dopovedujemo zdaj ne vem koliko časa, ne more spremeniti namennosti zemljišča. In ga ne spremeni. In danes, oziroma ves ta čas, se mi ne pogovarjamo o tem, ali bi gost spremenili v stavbno zemljišče ali ne bi, kar se hoče in se implicira nenehno, ampak se pogovarjamo o tem, da je nekaj že spremenjeno in da na tem se zdaj nekaj lahko dela ali se, oziroma v takšni obliki, kot je dela ali ne. To je bistveno razločenje. Tretje vprašanje je pa, kdaj nameravate odpraviti nezakonite dele prostorskega načrta občine in prav na Dravskem polju. Tisti hip, ko nam bo nekdo rekel, kaj je nezakonito. To se vidi že ne. Ja, samo ne. Ampak, kdaj bomo odpravili nezakonitosti, ni nezakonitosti. Akta še sploh ni. Ja, to pa ni. Akta ni, ne moš nezakonitosti. Ja, ampak recimo tistih prejšnjih. Prejšnji pa niso občinski prostorski načrt. Dobro, ja. Poskušam dojeti, kaj se misli s tem. Skratka, tudi na to se da zelo enostavno pravzaprav odgovori. Nezakonitih delov prostorskega plana občine ni. Mi ne vemo zanj in če kdo ve, jaz še enkrat pozivam, naj stopi na sodišče in naj dobimo odločbo sodišča. Če je tak, ne bom vesel,
nam nihče ne bi bil vesel, tudi sam ne bi bil. Prepričan sem pa seveda, da to ni možno, da bi se zgodilo, da kljub temu naj poskusijo in jaz prosim pobudnike še enkrat, naj razen tega, da razlagajo, kaj oni mislijo o tem, naj vendarle stopijo na neko inštitucijo, ki lahko razsoja o tem. In to je edino, kar je veljavno in mi bomo, kar zadeva občino, dajte razumeti, ne zaradi vas, ampak mislim, da počasi sklenili tole javno obravnavo teh reči, ker preprosto nikamor ne pelje, ker 100-krat dobiš isto vprašanje, ki je 100-krat odgovorjeno, pa v osnovi tudi velikokrat nesmiselna in je zelo težko na nesmiselna vprašanja odgovarjati, oziroma včasih izpade zelo arogantno in celo zelo arogantno, če odgovoriš tako, kot sem jaz zdaj odgovoril, kaj ne vam rečem drugega, kdaj nameravate odpraviti nezakonite dele prostorskega načrta občine, ko da rečem, da nezakonitih delov ni. Kaj ne še drugega? Ne začnem razlagati, kdaj bi odpravil nekaj, kar bi odpravil, če bi nekdo ugotovil, da je nezakonito. To je edino, kar bi v takšne špekulacije smo ne želeli.